Jaz bi napovedal sociologinjo Vesno Leskovšek, ki bo poskušala odgovoriti na dilemo, mislim, da ne bo težko. Ali je socialna država civilizacijska pridobitev ali pa sidro razvoja? V redu, ni sidro razvoja. Konec. Pa razprava. Zdaj, socialna država, videla sem, da tudi danes, ko smo se pogovarjali, ste sami omenjali kar parkrat socialno državo. Če pogledate proteste, ki se dogajajo po celi Sloveniji, boste videli na transparentih najbolj pogosto dve stvari. Ena je pravna država, na katero se ne spoznam, druga je pa socialna država, o kateri pa nekaj vem. Tako da je v glavnem to ena od zelo močnih zahtev. Zdaj, jaz verjamem, da si ljudje pri tem, ko napišejo na transparent zahtevo po socialni državi, predstavljajo približno iste stvari. In to je osebno dostojanstvo. Dostojno preživetje z tem, da... Kaj? A še malo? Ja, pardon. Osebno preživetje na dostojen človeka vreden način. In mislim, da okoli tega, da vsi moramo živeti človeka vredno življenje, obstaja nek družben konsens. Zdaj, kako to narediti, ne? Kaj pa zdaj ta človeka vredno življenje pomeni? Tle pa se mi zdi, da se začenjajo med nami dosti velike razlike, v katerih se ponavadi ne strinjamo preveč dobro. Zdaj, kaj s tem mislim, ne? Človeka vredno življenje je predvsem tisto življenje, kjer vsak človek, ne glede na to, a je sposoben za delo, a je produktiven v tem mainstreamovskem smislu, da nekomu prinaša nek profit, ali pa, če recimo to lahko počne, vsak človek, ne glede na to, kdo je, kaj je, kakšnih izvorov je in kaj lahko prispeva, ima pravico do dostojnega preživetja. Če to verjamemo, da ima vsak pravico do dostojnega preživetja, potem ljudi ne moramo več deliti na tiste, ki so leni, neki nočejo, so preveč kamot, izkoriščajo nekoga drugega in tako naprej, in na tiste, ki v skladu z protestantsko delovno etiko vsak dan hodijo v službo, pridno delajo, služijo denar in pri tem ustvarjajo tudi neke dobičke nekim podjetjem in tako naprej. Zakaj mislim, da to ne moramo več delati? Zaradi tega, ker ponavadi zamešamo to, kaj je vzrok in kaj je posledica. Namreč, če pogledam razprave, ne pozabimo to recimo, da se je v Sloveniji socialna država začela razsuvati pod Pahorjevo vlado. Se pravi, Pahorjeva vlada je tista, levica, socialdemokratska levica je tista, ki je sprejela zakon o socialno-varstvenih prejemkih in zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Oba zakona sta v javnosti dobila kar dosti veliko podporo. Na moje presenečenje ljudje tema dvema zakonoma v javnosti niso preveč nasprotovali. Celo v parlamentu sta šla oba zakona zelo gladko čez vse procedure, z dosti velikim konsenzom. Mogoče so nasprotovali tema dvema zakonoma še malo sindikati, zaradi tega, ker so brali med vrsticami, pa so vedeli, kaj to pomeni, zdaj splošna javnost pa absolutno ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so bili ljudje, tisti, ki živijo iz socialno-varstvenih prejemkov, recimo denarnih pomoči in tako naprej, v javnosti proglašeni za goljufe in lenuhe. To je bil glavni argument. Ljudje, ki živijo na denarnih pomočeh, so goljufi in lenuhi. Zakaj vemo, da so te ljudje goljufi in lenuhi? Zaradi tega, ker je not blazen veliko Romov, ki se ne vem kaj, sam rojevajo otroke, jih je blazen veliko, nočejo delati, nišče z njimi ni zadovoljen in tako naprej. Celo v časopisih so kazali recimo knjižico, tole bančno knjižico družine Strojan, v kateri so dokazovali, da dobiva 1400 evrov na mesec in tako. In ljudje so začeli sumničiti in so rekli, to pa ni čisto v redu. Ljudje zares goljufajo. Če oni dobivajo toliko denarja, mi pa pridno delamo, torej so zares izkoriščevalci države. In tako se je v javnosti začel
vzbujati nek sum in neko prepričanje, da ljudje v bistvu niso revni, da revščina ni nekaj, kar je posledica nekih strukturnih značilnosti družbe, ampak da je revščina predvsem posledica lastnih odločitev. Torej, ne bom delal, ne bom se zaposlila, ampak bom izkoriščala nekoga drugega, ki pač trdo dela. In zato je takrat z temi argumenti, za to kriminalizacijo revnih, za patologizacijo in kriminalizacijo revnih, je bil dosežen kar dosti širok javni konsens o tem, da je treba socialne pravice zreducirati. Ampak zakaj socialne pravice zreducirati? Zaradi tega, ker smo imeli vedno pred sabo tega deviantnega drugega, nekoga, ki je patološki, ki ne ustreza normam, vrednotam in tako naprej, in zato nismo več pripravljeni plačevati davkov, da bo nekdo iz teh davkov lahko dobil koristi. Tako da takrat, kadar zahtevamo socialno državo, moramo vedeti, da jo zahtevamo ravno zato, da lahko vsi živimo dostojno življenje, torej kdo lahko živi dostojno življenje, tudi tisti, ki svojega lastnega preživetja ne morejo zaslužiti na trgu. Zdaj, toliko za mali uvod, imam pa še kaj več povedati. Socialna država je tipičen kapitalističen koncept, to tudi moramo vedeti. Nastala je po drugi svetovni vojni v zahodnih demokracijah. Res je to, da je nastala v nekih levih, pod pogoji nekih levih vlad, socialdemokratskih vlad, recimo v Veliki Britaniji, Nemčiji in tako naprej, ampak nastala je kot kompromis, ki so ga kapitalisti bili pripravljeni, lastniki kapitala bili pripravljeni sprejeti, zato da so umirili delavske množice. Se pravi, za neke drobce, za neke ne za drobce, za nek dosti dober nivo socialnih pravic, so se bili delavci pripravljeni odpovedati delavskemu boju, za kapitaliste je bil pa to vendarle manjše zlo, bi rekla. Zdaj, drug argument, ki ga literatura navaja za to, da smo dobili socialno državo, je pa strah pred socializmom. Kapitalistične države, evropske kapitalistične države so raje sprejele dosti dober nivo socialnih pravic, zato da so preprečile selitev socializma iz vzhoda na zahod. Tako da, ko govorimo o socialni državi, vemo, da je to kapitalističen koncept. Se pravi, da je vedno podpiral, socialna država je vedno podpirala neka razmerja med kapitalom in med ljudmi. Zdaj, kako je ta razmerja podpirala? Tako da je recimo skrbela za to, da se je vedno nek določen nivo davkov redistribuiral, da je bila ta redistribucija kontrolirana, tako bi rekla. Ampak vendarle, kljub vsemu, to, da je socialna država nastala, je zasluga levih vlad, ki so bile takrat po drugi svetovni vojni močne. Zdaj, kaj to pomeni? To, da so se takrat vlade odločile, da bodo kontrolirale trg. Namreč, socialne države ne moramo zagotavljati, če ne interveniramo v trg, če trga ne reguliramo, torej, če ga ne omejujemo v njegovi požrešnosti, pogoltnosti za profitom. Kako omejujemo trg v njegovi požrešnosti? Tako, da redistribuiramo dohodek, da vzamemo tistim, ki imajo, in damo tistim, ki ga nimajo. In socialna država, to, da je recimo naša, bom preskočila desetletja, to, da se je zgodilo v naši državi to, da je država dobila pod Pahorjevo vlado dosti velik družben konsens za to, da je znatno znižala socialne pravice, ki jih seveda zdaj občutimo, jasno, zato ker je zelo veliko ljudi brezposelnih in svojega preživetja ne more več zagotavljati z delom, kar se je recimo še 5 let nazaj dogajalo. Danes veliko ljudi razume, kaj je to socialna država, razume, kaj je to dostojanstvo človeka in kako je to dostojanstvo človeka kršeno. To, da je takrat je bil širok konsenz za zmanjševanje socialnih pravic, je seveda posledica te obljube zgodnjih slovenskih neoliberalcev v letu 2005 o lepši bodočnosti. Namreč,
Če se spomnite zgodbe, ki je vladala takrat okoli ukinjanja socialnih pravic, se boste spomnili tudi časa o govoru o visoki gospodarski rasti. Takrat so namreč govorili to, da moramo vsi zategniti pasove, da moramo pristati na znižanje ne samo socialnih pravic, ampak tudi delavskih pravic, zato da bomo v bodočnosti vsi živeli bolje. Ne? Mogoče v zvezi s tem sam en podatek, največjo revščino, največji skok v revščini smo v Sloveniji doživeli v času, ko smo imeli najvišjo gospodarsko rast. Kaj to pomeni? Da visoka gospodarska rast ne pomeni blaginje za vse. Absolutno ne. Visoka gospodarska rast pomeni večji dobiček za lastnike kapitala in nič drugega. Če želimo, da bo ta blaginja, da se bo ta kapitalski dobički in ta denar pravilno razporejal, se pravi, da bomo od tega kapitala imeli vsi, potem moramo imeti močen sistem redistribucije. Se pravi, poti, kako vzeti bogatim in kako dati revnim. Zelo poenostavljeno rečeno, ampak brez redistribucije, brez striktne kontrole trga in brez redistribucije blaginja ne more biti blaginja za vse, ampak vedno ostane v rokah tisti, ki so nosilci, ki so lastniki kapitala. In zdaj tukaj noter se mi zdi, da so ljudje, to, da se socialna država danes omenja v kontekstu protestov, ustaj in tako naprej, je zame znak, da so ljudje to začeli razumeti. Da danes razumejo to, da je treba trg, da je treba trg omejevati, da ga je treba omejevati zelo striktno, v tem smislu smo danes že nekajkrat to omenjali, zato, da bomo lahko v državi, v kateri vsi po svoje ustvarjamo, vsi potem tudi živeli človeka dostojno življenje. Ampak kaj to pomeni? To po drugi strani pomeni tudi to, da moramo mi, tako kot Skandinavci, tudi o Skandinaviji smo danes že govorili, recimo 2 leti nazaj je bila ena velika raziskava o socialni državi v Skandinaviji narejena in so ljudi vprašali, a ste vi pripravljeni plačevati davke, in ljudje so rekli, seveda, jasno, jaz sem pripravljena plačati davek, če vem, da bo en reven človek iz tega lahko dostojno živel. Če bi danes vprašala v Sloveniji nas, a smo mi pripravljeni plačevati davke zato, da bo nekdo iz teh davkov lahko živel dostojno življenje, sem prepričana, da tega konsenza ne bi bilo, da bi v tem smislu bil ta konsenz porušen. Ne? Zdaj mogoče samo še mal, če lahko grem sam še mal naprej, ne? Ena stvar, socialna država je jasno nekaj, kar je živelo od 2. svetovne vojne do danes po istem modelu. Za redistribucijo, ampak kako za redistribucijo preko davkov in tako naprej in preko različnih, preko zelo jasne institucionalne ureditve. Zdaj sama sem prepričana, da je bodočnost lahko tudi drugačna. Sicer ne brez redistribucije, ta sigurno mora ostati, ampak odprla bom vprašanje univerzalnega temeljnega dohodka, ki je seveda lahko zelo kontroverzen koncept, po eni strani zelo neoliberalen, po drugi strani pa zelo lev, odvisno od tega, kako ga razumemo, ampak ideja univerzalnega temeljnega dohodka temelji na isti ideji kot socialna država in to je na ideji dekomodifikacije. Kaj to pomeni? Da se nam ni treba, to, kar je socialna država zagotovila, je, da se ni bilo treba ljudem za vsako ceno in pod vsakimi pogoji prodajati na trgu. Se pravi, če zmanjšamo socialno državo, če ukinemo socialno državo, kaj je posledica tega? To, da se moramo prodajati na trgu za vsako ceno in pod vsakimi pogoji. In to je danes že popolnoma jasno. Ljudje danes delajo za zelo nizek denar, za zelo nizko ceno, v strašansko slabih delovnih pogojih. Zakaj? Zato, ker vejo, da drugače ne morejo preživeti. Če bi sprejeli idejo univerzalnega temeljnega dohodka, za katerega vem, da je kontroverzna ideja, bi morali hkrati sprejeti to idejo dekomodifikacije, torej, da se nam ni treba prodajati na trgu, zato ker imamo nek dohodek, ki nam omogoča preživetje, ampak po drugi strani je ta ideja sproži drugo razpravo, ne, in to je ta, kaj lahko vse naredimo takrat, kadar nam ni treba tekmovati na trgu za golo preživetje. Se pravi, kaj lahko jaz zase, za svoje okolje in za svojo skupnost naredim takrat, kadar sem osvobojena vsaj minimalnega boja na trgu.
kar iščemo mnenja, ne še naprej. Jaz imam eno vprašanje. Ravno UTD, ne? Če na primer sprejmemo UTD, kaj se zgodi s socialnimi pravicami? Ja. UTD, če bi sprejeli UTD nikakor ne bi smel biti nižji od praga revščine, zato ker če sprejmemo UTD, potem je nemogoče pričakovati, da bomo imeli sporedno z UTD-jem tudi sistem uveljavljanja drugih socialnih pravic, ker potem je vreča pač premejhna. Zato je treba vztrajati in po moje UTD edino upravičen takrat, kadar ga postavimo vsaj na mejo revščine, če ne više. Naj vas spomnim, danes je minimalna plača nekoliko nižja od meje revščine. Kolikšen del BDP-ja bi šel za UTD? Sam malo pravijo, da morate še enkrat v mikro... A ne, v redu, ja, okej. Pojma nimam, ne vem, jaz o tem nič ne vem, jaz nisem ekonomistka, ne znam to zračunati, ampak prepričana sem, da bi sistem deloval, ker deluje že recimo na Aljaski, v nekem delu Aljaske imajo UTD, nekatere afriške države so ga sprejele, del UTD-ja obstaja že pri nas, del univerzalnih pravic. Obstaja celo že v naši državi. Če pogledate recimo dodatek za pomoč in postrežbo, to je en tak univerzalen dodatek, ki ga vi dobite v svoj žep, potem pa lahko kupujete, kar mislite, da je za vas potrebno, ne? Ampak UTD je popolnoma uresničljiv po nekaterih izračunih, glede na to, da je denarja še sedaj v naši državi, denarja za uveljavljanje socialnih pravic dovolj, če bi bil pravilno redistribuiran. V to smo lahko prepričani. Recimo vzemimo sam ta podatek, da so si parlamentarci tik zdaj pred zamenjavo vlade zvišali dodatek za politične stranke, a ne? In ta dodatek, ta denar, ki se je našel v hipu brez kakršnih koli problemov, mislim, da znese tam okoli 300 milijonov ali kaj nekaj tazga na leto. Ne? To je recimo dovolj denarja, da bi vsi, ki danes potrebujejo denarne pomoči za preživetje, lahko kamot preživeli. Tako da ni vprašanje tega, a si to država lahko privošči, vprašanje je, kdaj si to bo privoščila. Jaz bi tudi UTD še malo pokomentirala, meni se je tudi na začetku zdela to dobra ideja, po soočenju več argumentov, pa se mi zdi, da je UTD lahko samo eden izmed načinov, s čemer si država umije roke, da se jim ni treba ukvarjati z ljudmi, ki so zaradi različnih razlogov nezmožni dela, trajno ali pa samo začasno, in vloga države bi mogla biti v prvi vrsti, da ljudem omogoči nazaj vstop na delovna razmerja, skratka, da se ukvarja z ljudmi, ne pa da sistem opere roke. Drugo je, da če damo UTD, ki je univerzalni za vse, ne, se pravi, mora biti res tista vsota za vse, se sprašujem, zakaj ljudje, ki zaslužijo dovolj denarja, sploh potrebujejo ta denar. Zakaj bi en velik del malhe šel za ljudi, ki zares ne rabijo tega denarja, namesto da bi šel v malho tistim, ki ga zares rabijo. Ne? In samo, če je UTD za vse enak, je UTD, pravi UTD, ker je univerzalni, to pomeni. Ne? In primer Aljaske je tudi na nek način zelo kontroverzen, ker ravno to je način, da si pa tista tamkajšnja vlada umije roke s tem, da pusti, da nafto črpajo in tako naprej. Skratka, to ne obstajajo dobri primeri tega, zato ker imajo veliko lukenj. In zakaj bi vse ljudi, ki zares nimamo enakih izhodiščnih položajev, obravnavali na enak način? Zdaj, o tem sem sama pisala. Če preberete moj članek v knjigi o UTD-ju, ki je šla v Krtu, sem pisala ravno o tem, kar vi zdaj govorite, ne? In sicer, da UTD mora zagotavljati temeljno pravičnost. In sicer pravičnost na kak način, da vsak, ki to pridobiva, lahko preživi. Zato je postavljen na mejo revščine, ne pa pod mejo revščine. Se pravi, vsak, ki je reven, ima pravico do dostojnega preživetja. Zdaj,
Pri tem je zelo pomemben drug argument, ki ga vi uporabljate, da mora država poskrbeti za to, da ljudje vstopijo v trg dela. Zdaj, trg dela danes, in to smo danes že nekajkrat ugotovili, je kontroverzen. Zakaj je kontroverzen? Zaradi tega, ker ljudje, današnja ekonomija, ki neskončno izkorišča ljudi za to, da maksimira dobičke, je problematična ekonomija. To si že ti govoril in tudi mnogi drugi. Torej, pripravljati ljudi za vstop v ta trg dela, ki danes vlada, je problematično. Zato, ker ta trg dela temelji na izkoriščanju, zato da maksimizira dobičke. Štos socialne države je ravno dekomodifikacija, še enkrat bom ponovila. Se pravi, to, da dobimo z socialno državo minimalno pogajalsko pozicijo na trgu dela. Se pravi, če mi lahko preživimo, če imamo nek denar, iz katerega lahko preživimo, potem ne bomo sprejeli vsako službo pod vsakimi pogoji. Ne bomo poniževali sami sebe, ne bomo zgubljali lastnega dostojanstva, zato da bomo prodajali sebe na trgu. Zakaj se nam ne bo treba? Zato, ker bomo imeli bazično preživetje. Zdaj, ali bo to preživetje, ne bi rada, da se preveč vrtimo okoli UTD-ja, ker nisem niti mojstrica, zato spogledujem. Na začetku sem bila zelo skeptična do ideje, zdaj pa se mi zdi, da se malo bolj z njo spogledujem. Ampak obstajajo tudi drugi načini redistribucije razen UTD-ja. Čeprav še ena stvar se mi zdi, je treba reči, vidi se, potem po vašem komentarju se vidi, kako v bistvu je ta družbeno razločevanje in učinek družbenih neenakosti že globok. Najboljše so univerzalne pravice. V vseh sistemih so bile univerzalne pravice tiste, ki niso povzročale družbenih sporov. Univerzalne pravice so pa tiste, ki jih dobijo vsi. Recimo, vsi plačujemo v zdravstveno zavarovanje in vsi prejemamo zdravstvene usluge. Vsi imamo pravico iti k zdravniku. Tudi tisti, ki niso prispevali v ta žakelj za zdravstveno zavarovanje, ker niso mogli. In takrat, ko imamo do zdravnika absolutno zastonj vsi dostop, nihče ne problematizira, zakaj ima dostop tudi nekdo, ki ni v zavarovanje plačeval. Zaradi tega, ker obstaja enakost. Drug primer je recimo otroški dodatek. Včasih je bil otroški dodatek univerzalen. Dobile so ga vse družine, ne glede na to, kakšen je bil njihov dohodek. In takrat se ni problematiziralo, kdo ga dobi in kdo ga ne. Socialne pravice se začnejo problematizirati takrat, ko postajajo vedno bolj selektivne. Zakaj? Zaradi tega, ker ko postanejo selektivne in neka skupina ni več do nje upravičena, se začne spraševati, zakaj moram jaz nekomu nekaj dati, brez da bi ta tudi meni nekaj prispeval. In v tem smislu so selektivni socialni sistemi vedno najslabši sistemi. Mislim, da se moramo pač navaditi na to, da če bo univerzalni temeljni dohodek, da imajo do njega pač pravico vsi, kar ni problematično, če je postavljen dovolj visoko, da tudi tisti, ki nič nimajo, iz tega lahko dostojno preživijo. Tak bi bil recimo moj razmislek. Ja, mogoče še en komentar glede UTD-ja. Jaz bi v bistvu tukaj raje zagovarjal klasične socialne mehanizme, kljub temu, da so selektivni. Vidim pa pri UTD-ju v bistvu tri probleme. Prvi je izvedljivost. Tukaj, če pogledamo študije, saj za Slovenijo jih ne poznam, nisem še bral teh študij, ki jih je Valerija Korošec delala, ampak sem pa bral študijo za Francijo in mislim, da Slovenija je zelo primerljiva s francosko izkušnjo in tam so delali projekcije za UTD v večjih izvedbah. Neka liberalne variante so bile, da bi UTD obremenil nekje do 20% proračuna, ampak s tem bi bil deleč pod pragom revščine, recimo pri nas bi s tem prišli nekje, ne vem, govorim iz glave, 350 evrov na prebivalca. Če bi hoteli priti do praga revščine, bi pa mogli s tem v bistvu žrtvovati obstoječe socialne pravice, verjetno tudi pokojnine, kar je problematično, ker s tem bi v bistvu vse upokojence pahnili na prag revščine. To je en pomislek. Drug pomislek,
je ta, da UTD ne odgovarja na problem, ki ga je na začetku gospod izpostavil, in sicer, da se soočamo z nekim trendom upadanja delovnih mest in z nekim trendom vse večje strukturne brezposelnosti. Zdaj, pri nas je ta trenutno nekoliko je okrog 11%, v državah Južne Evrope dosega tudi že 25%. In verjetno se mi pomikamo tja, ker smo na evropskem trgu, ki nima nekih fiskalnih transferjev, da bi denar iz regij s presežki prihajal nazaj v Slovenijo. Ocenjujem, da se bo ta trend nažalost nadaljeval, in če uvedemo UTD, v bistvu s tem, kot je rekla kolegica, si država na nek način umije roke za vse večjo strukturno brezposelnost. Se pravi, brezposelnim prebivalcem da UTD, s tem pa v bistvu odreče odgovornost po ustvarjanju novih delovnih mest. In to je nevarno, ker to nas lahko v bistvu legitimira neko grožnjo enotretinske družbe, v kateri se je že toliko pisalo in ki je, mislim, da preteča. Kako ta družba enotretinska preživi, zakaj je to problem? Mislim, problematično je zaradi tega, ker s tem bodo ljudje na UTD-ju konstantno, stalno na pragu revščine. UTD bo verjetno tudi ekonomsko postajal nevzdržen, ker bo produktivnega dela vse manj. Na drugi strani bojo pa ljudje, ki bojo pa imeli zaposlitev, pa bojo vseeno prejemali UTD. Se pravi, mislim, da tukaj je pač boljši mehanizem, je ta selektivni. Naj imajo brezposelni in tisti, ki res rabijo socialno pomoč, bodo upravičeni do tega, kdor ima zaposlitev, pa mislim, da ne rabi še neke dodatne. Mislim, to je in ekonomsko in v tem smislu družbeno bolj vzdržno. Pol tretja varianta, mislim, tretji pomislek je pa ta, da v bistvu tudi neka združenja delodajalcev se pojavljajo s podobno idejo UTD-ja, in sicer bi to pomenilo na nek način državno subvencioniranje plač. Tako da tukaj obstaja resna grožnja, da uvedba UTD-ja potegne celo plačno lestvico navzdol. To so moje trije pomisleki. Če že govorimo o neki redistribuciji, zakaj ne bi mogoče pomislili na to, da bi pobrali ljudem, ki imajo veliko, pa ne v tem smislu, da jim nabijamo davke, ampak recimo, odkje prije verpšna? Kdo je upravičen spol do verpšne? Zakaj ne bi pobrali, ne vem, naredimo davk 50% za vrednosti nad milijon evrov pri verpšni, Zdaj, kaj je on zaslužen, kaj se je rodil nekomu? Odkje ima on to pravico, da uporablja ta denar? Zakaj ga ne pravi tam pobrali, pa drugače razstavljali? Ker recimo, če damo 300 evrov temeljnega dohodka, univerzalnega temeljnega dohodka, to znese 7,2 milijarde na let. Pri tem, da država pač pobere 8 milijard, je to že striže, pa že tako striže za 2 milijarde, lepo prosim. In če bomo vsem talali ta UTD, noben ne bo delal in ga noben ne bomo mogli pobrati, da bomo lahko talali ta UTD. Tako da je bolj vredno razmisliti o tem, da bi obremenjevali ljudi na temo verpščine, ker pač tukaj pride do neenakosti med družbami in med ljudmi. No, z vami se popolnoma strinjam, da je redistribucija mogoča na različne načine. Sigurno recimo z davkom na luksus ali pa z davkom na nepremičnine in tako naprej. Ali pa recimo na finančne transakcije in take stvari. Se pravi, načinov, kako obdavčiti bogate zato, da redistribuiramo, je zelo velik. Ampak to, kar z vami se strinjam, to, kar bi te odgovorila, je to, da je vendarle treba nehati razmišljati v sedanjih konceptih. Se pravi, v tem, kako ekonomija funkcionira v sedanjem času. Kaj želijo delodajalci, kako je treba podpirati trg dela, kako vstopati na ta trg dela, kako ustvarjati neka nova delovna mesta in tako naprej. To je zgodba, ki jo kar naprej poslušamo v mainstreamovski ekonomiji. To je nekaj, kar danes poznamo. Zdaj mislim, da je treba ravno iz teh komunikacij ven izstopiti, če želimo ponovno se vprašati in ponovno pridobiti konsens o tem, zakaj vsi imamo pravico živeti dostojna življenja, brez da bi morali za to se prodajati na trgu. Brez da bi morali za to pristajati na neka ustaljena kapitalska razmerja. Mogoče, recimo, če spremeniš sistem, pa rečeš, da bomo imeli delavsko soupravljanje, pa da bomo udeleženi na dobičku, pa tako naprej, že nekaj spremenimo zgodbo. Drugače, v tem sedanjem sistemu pa se mi zdi, da moramo biti prosti od teh suženjskih razmerij na trgu. Jaz imam še eno dobro idejo. Ja, čisto na kratko. V glavnem strinjam se s tem, da se ne smemo prodajati na trgu, Strinjam se, da je treba denar pobrati tam, kjer ga je preveč
in strinjam se tudi, da si mora vsak zaslužiti tudi tisto minimalno za preživetje z delom. To delo bi se pa pač mogli najti, mogoče s skrajševanjem urnikov tam, ki ga unije delajo, ne vem, 5 dni, bomo pa pač vsi 3 dni delali za to. Potem dela je ogromno, tudi recimo, ne vem, gozdovi so zaraščeni, leži ta les po tleh, vodotoke očistiti, zbiralnike za deževnico. To je suženstvo, to je novodobno suženstvo, kaj zdaj predlagate. Ni suženstvo. Mi smo imeli v prejšnjem sistemu, to v zdajšnjih socialnih, zakonu o socialnih prejemkih sicer ni več, ampak mi smo uvedli prisilno delo. Ljudje, ki so bili prejemniki denarnih pomoči, so morali delati za dobrodelne in humanitarne organizacije, zato da so povrnili to, kar jim je dobra družba dala. To ni nič drugega kot novodobno suženstvo. Zakaj bi bilo to suženstvo? To je pač samo zato, delo. ker človek ne vstopa v delo prostovoljno po lastni odločitvi. Takoj, ko vi pogojujete socialno pravico z tem, da mora nekdo nekaj povrniti, potem je konec socialne pravičnosti. Zakaj? Zato, ker je socialna pravičnost to, da tist, ki ima preveč, da unmu, ki nima nič. Zakaj? Zato, ker je ki ima preveč, na račun tega le zaslužil. Ja, ampak ni pa to prav, da recimo en doma sedi, ki je sicer preveč zaslužuje sicer delo, en pa doma sedi, pa je upravičen do tega. To ni prav. Vsak se mora s svojim delom zaslužiti za to, da preživi. Tudi v vsej človeški zgodovini je tako bilo. Recimo, če pogledamo jamske ljudi, če nisi šel iz jame, si pač not zaključil. Ne veste, kako je bilo pri jamskih ljudeh. Ampak ta logika, poglejte, to je logika, ki je danes takole zakoreninjena noter v nas. Točen tale logika, da more nekdo, ki nekaj dobi od države, to državi tudi povrniti. No, sej, okej, o tem se da še razpravljati. Mislim, da bi s tem zaključili današnjo razpravo. Ne? Sicer smo imeli prej še načrt imeti odprto razpravo, ampak mislim, da smo vas čas pokurali. Tako je. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da pa ste rekli, da smo prišli samo v šesa matrat, vas od zunaj čaka še en kozaček. No? Tako da se lahko razprava nadaljuje tudi tam. Hvala, lepo zdrav.